se lahko prosim za začetek predstavite? Jaz sem Ulrich Marta, ki sem bila rojena leta 1934. In sicer je moj oče in Jelka Bretelj Naglas sta bila brat pa sestra. Ona se je prvič poročila z Naglasom in takrat, ko se je ona poročila, so imeli Naglasi samo kolarsko delavnico. Potem se je to začelo razvijati, ta obrt. Seveda leta 1905 je prvi mož umrl. S prvim možem je imela 2 otroka, in sicer Jelko in pa Viktorja. In moj oče se je vrnil iz Češke leta 1929 v Slovenijo in je bil skozi pri njej zaposlen. Najprej je bil kot nabavni referent, ki je bilo to posilstvo, ki je bilo treba les pa take stvari. Potem seveda pol, ko je bilo pa prišla pa Jugoslavija, pa osvoboditev in tako naprej, je imela ona pa je mogla pa odpustiti delavcev, ker tam je bilo 30 delavcev zaposlenih, ki je bilo lahko samo 5, vendar moj oče je ostal in je potem vsa dela delal. Mi smo pa stanovali v Trnovem, to je bila Trnovski pristan 4, tam je bila tovarna in je bila tudi, so stanovali Viki, sin njen. Viki je študiral na Češkem, tam je spoznal svojo ženo Franjo in je pripeljal seveda sem v Ljubljano in so tam stanovali. S tem, ko je Franja se poročila, je prišel tudi ves ta porcelan. Zraven tega porcelana je prišel tudi jedilni pribor, to je za 24 oseb, in sicer je bil srebrn. Tisti jedilni pribor je bilo treba vsako leto lepo očistiti, vse to urediti, ker je seveda srebro črno ratalo. Omenili ste, da so ta servis uporabljali za posebne priložnosti. Kdaj pa je bil na mizi? Tako kot so pripovedovali, je bilo takrat, ko je imel Viki ne vem koliko let, in so takrat, mene še ni bilo, jaz še nisem bila na svet takrat, meni se zdi, da je imel okoli 30 let ali kako, ker je prišel iz Češke, že sporočen s to svojo ženo Franjo. Takrat je bil prvič uporabljen ves ta servis, ker so imeli veliko gostov. Kaj je takrat bilo, to vam pa ne vem povedati, nič. A mogoče veste, katerega leta okvirno, zdaj pred vašim rojstvom, kdaj približno? Veste, katerega leta? Viki je bil rojen 1894, se mi zdi, ali pa 95, no. Pa računimo, ko je bil okoli 30 let je bil pa star, ko je to prišlo. Kje so ga pa hranili? To je bila velika jedilnica in so imeli prav omaro, tako lepo stekleno omaro, gor je bilo steklo, od spodaj so bili pa predali pa tudi vrata, in tam od spodaj se je ta servis hranil. Gor na vrh, ki se je pa tako videli, so bili pa razni servisi, v glavnem kristal. Zdaj uporaba posameznih kosov, tole za juho, ne? Tole je za juho. To je za omako. To so imeli za salato.
Te uvalni krožniki so bili pa v glavnem za meso. To se jaz samo takrat spomnim, potem pa drugič je bilo pa takrat, ko je prišel ta princ. Drugače se pa jaz sploh ne spomnim, da bi bil ta servis kdaj uporabljen. Mogoče še za tisto priložnost, ko je princ prišel, 18 let ste bila stara takrat. Po osvoboditvi sicer je Viki vodil to tovarno. On je, ker je pa, so imeli pa tudi tapetništvo. Tapetništvo je bilo pa na Novem trgu in ga je vodila mama še Jelka Bretelj Naglas. No, in Viki je seveda stopil v kontakt v Intertradu z doktorjem Jožetom Novakom. On je bil pa tam predstavnik v Libanonu za Jugoslavijo. In on je imel potem tudi te kontakte z temi arabskimi deželami in tudi seveda tudi s princem oziroma kralj ali kaj je bil in njegov sin se je poročil in takrat so oni hoteli imeti eno res lepo spalnico. In tako je ta doktor Novak pripeljal tega princa na ogled Naglas. In tukaj so potem je bila ena spalnica, ki jo niso, je bila že narejena, in sicer je bila narejena za Jelko Stare. Bom rekla, od Jelke Bretelj Naglas, hčerko, ki je bila poročena z inženir Staretom. Po 50. letu so pa oni hoteli to spalnico prodati in zato je prišel, so tudi se pripeljali tega princa, ki je bil pa zelo zadovoljen, poseben za princeso. So bili zelo veseli in to pohištvo je bilo preko Slovenije lesa izvoženo v Arabijo. Ampak takrat, ko sta pa te dva, princ pa princesa, prišla v Slovenijo, bila sta normalno oblečena, evropsko, zelo lepo. In sicer je Viktor Naglas pol povabil na večerjo k sebi v svoje stanovanje. In takrat povabljen je bil tudi ta doktor Novak z ženo, ker pač Viki je govoril samo nemško, malo je govoril angleško, tako da je bil tudi ta predstavnik zraven, ker oni so pa dobro govorili. Jaz sem bila sicer zraven toliko v kuhinji, ko se je delala ta rižota. Kakšna je pa bila, telenjavna ali mešana? Ne, mešana je bila in to je prav bilo, takrat je bilo prav težko dobiti meso tudi. In so vzeli telečjo, ne, jagnetina je bila. Jagnetina, to je prav ta doktor Novak povedal, da mora nekaj takega biti, da ja ne bo kakšna svinjina ali pa niti govedina, ne, jagnetina je bila. Riž je bil pripeljan iz Švice, ker takrat se ni dobilo 55. leta pri nas riža. In to je prav na posebni način so to rižoto delali. Služkinja od Viktorja Naglasa, Jožefa Miklič, ni znala to tako dobro narediti. Zato so prosili od Pirkmajerja Špele, Pirkmajer, ki je bila njihova služkinja Micka, kako se je pisala, ne vem,
Vem samo, da je ona prišla, ker je bila bolj verzirana, je krasno tisto rižoto naredila in tudi servirala. Pa salata je bila pa ljubljanska, ker smo imeli, je bil tudi velik vrt in smo na tistem vrtu obdelavali tudi pač solato imeli, tako da je bila trnovska salata. Kateri krožnik je pa bil takrat na mizi potem? Takrat so bili na mizi samo plitvi krožniki in servirano smo imeli samo plitve krožnike. Kasneje je bilo pa še ponujeno eno pecivo z črno kavo, ki je bilo pa na takih desertnih krožnikih tudi servirano in te šalice so bile. A lahko mogoče šalico kar pokažete? Tole, take šalica je bila, zdaj jaz se ne spomnim čisto točno, kako je stala, tako, tukaj je bila, če je hotel kdo belo kavo, jaz sem, če so pa pili samo črno kavo, ker princ je pa pil samo črno, tako so rekli, jaz tega nisem videla. Je bila pa še takale šalica. Zraven tukaj je bilo sladkor, tukaj noter je bil pa mleko za v kavo. To je pa potem tudi vse Micka prinesla noter, tako da večkrat toliko vam pa ne vem povedati. A se spomnite kaj vrstni red serviranja, kdo je prvi dobil hrano? Prvi so postavili princesi hrano. Drugi je bil princ, potem so šli pa seveda ostali domači. Pribor je bil pa kako postavljen? Pribor je bil pa postavljen. Na tej strani je bil nož, vilice so bile na tej strani, potem tukaj je bilo pa, so bili pa tudi majhna žlica pa majhna vilice. Kaj pa za vsakodnevno uporabo? Za vsakodnevno uporabo so imeli pa čisto navadne krožnike, mislim, porcelan tudi uvožen iz Češke, a ne, ampak ni bil tako s kobaltom, pa to je bil navaden, pa tako tlele ene rožice gor je imel, drugega ne. Pa tudi jedilni pribor je bil tak lep, ampak navaden, bom rekla, nič ga ni bilo treba gledati pa čistiti, pa to, ker ni bil srebrn. Ta servis je imel posebno spominsko vrednost, a ne? Spomin je bil pomemben za družino. Za družino je bil to zelo pomembno, zaradi tega, ker je to prišlo takrat, enkrat po 20. letu v prejšnjem stoletju, ko se je poročil Viki, in takrat je bil to zelo, zelo drag porcelan, ali so ga to dobili kot poročno darilo, ali so ga to kupili, to pa ne vem. Ampak od takrat je bil to zelo cenjen porcelan, še posebno zato, ker je to kobalt pa zlato. V tistem času je bil to zelo, zelo drag porcelan in uvožen iz Češke, takrat je bila Češka pa vodilna v porcelanu.